Pozdravljeni, gospa Sanja Lončar. Danes smo lahko poslušali vaše zelo izredno zanimivo predavanje, kaj so resnice in kaj so neresnice o kolesterolu. V nadaljevanju si bodo naši ogledalci lahko poslušali tudi nekaj utrinkov vašega predavanja, pa bi na začetku povedali, kje vas lahko najdejo, kje lahko še iščejo informacije. Naš projekt zdaj obstaja že 12 let in na našem spletnem portalu tudi za zdravje.net je več kot 12.000 različnih člankov. Marsikatero temo, ki je res tako komplicirana, pa tako večplastna, smo obdelali tudi poglobljeno znotraj naših knjig, ki se ukvarjajo s preverjenimi naravnimi rešitvami in vse jih je možno tudi prelistati na shop.za-zdravje. Drugače pa boljše jedi jesti kot brati jedilnika, tako da v principu največ se premakne, ko imamo možnost živega kontakta, to pomeni, da ko ljudje res doživijo in predavanja in seminarje in delavnice, tako da se zelo splača tudi naročiti na e-novice, te izdamo vsak petek in tam je res seznam vsega, kar se bo v naslednjem tednu dogajalo, tako da priporočam, če obiščejo našo spletno stran, tam se tudi lahko naročijo na elektronske novice. Super. Danes smo slišali kar nekaj mitov, ki so postali uradna resnica o kolesterolu. Med drugim tudi zdravniki nas učijo, da imamo škodljiv in dober kolesterol. Danes smo slišali v predavanju, da temu ni tako. Lahko nekaj na kratko o tem. Tudi znanost je napredovala in kako napreduje, ugotavlja, da tudi tako imenovani LDL in HDL imajo veliko več podskupin in da je veliko bolj pomembno, v kakšni so kondiciji, kot kako se imenujejo. Tako da vse skupaj pride do tega, da se mi preveč ukvarjamo z določenimi imeni, diagnozami, znanstvenimi zadevami in to bi lahko študirali 3 življenja, pa ne bi bili bolj pametni. Kronično nam pa zmanjkuje tiste preproste kmečke pameti, ko temu rečem zavesti, da malo premislimo svojo glavo, da malo sami začutimo, kaj je logično in hitro bomo prišli do tega, da je eno polnovredno zdravo živilo vedno boljše od nečesa z rokom uporabe 36 mesecev, predelanega na visokih temperaturah, ker je bila potrebna huda tehnologija in znanost, iz tega izpade živilo. Torej večina, da skrajšam, problem z maščobami ni v tem, a uživate take, drugačne, v tej vezavi, v drugi, večinoma problemi iz naše hrane izhaja iz tega, da je degenerirana, da je zaradi dobička obdelana na način, ki je dober zato, da lahko stoji na policah 3 leta, ni pa dobro, da stoji v našem telesu. Kaj bi torej svetovali ljudem, ki so že leta in leta na tabletih proti kolesterolu? Ne bi nič svetovala, dejansko bi svetovala vsakemu, ki želi rešiti in odpraviti vzroke, da res spozna, kaj to sam počne narobe. Zelo pogosto gre se ali za dehidracijo, ali za določen stres, ali za premalo spanja, ali za uživanje preveč snovi, ki nas oksidirajo, ali za prevelika nihanja sladkorja. Ko vsak najde, kje so njegovi grehi, se bo samodejno holesterol že sam spravijo nazaj v normalo. Se vam zdi problematično, da ljudje danes večinoma iščemo neke hitre rešitve, gremo k zdravniku, ki nam predpiše zdravila, se ne pozanimamo o svoji bolezni, o svojem stanju in samo ker po navodilih zdravnika samo pač jemljamo neka zdravila, ki imajo tudi stranske učinke. Je to problem danes, da se ljudje premalo zanimamo za sebe, kaj lahko sami postorimo za svoje zdravje? Nekako so ljudje naivno verjeli, da obstaja bližnjica in seveda in mediji in vsi, ki hočejo na nas zaslužiti, nam vedno ponujajo bližnjice. Rečejo, manj te stane, hitrejše boš prišel do cilja, pa nam nič ne bo posledic. Ampak mislim, da smo vsi že dovoljkrat bili popečeni, oziroma tisti, ki so, potem dojamejo, da bližnjice ne obstajajo, da se moraš malo poglobiti, da ne moreš delegirati odgovornost, tudi zdravnik ni kriv.
On ne more vedeti, kaj mi jemo, kako živimo, kaj nas smatra, koliko smo do sebe neprijazni in v času, ki ga ima na razpolago, da bi se poglabljal v zgodovino naših bolezni, bi bilo tudi za preveč za pričakovati. In to je igra, v kateri rabite dva. Enega, ki noče odgovornost, pa ga vali na drugega, ki dejansko ne more pošteno opraviti svoje delo, pa naredi tisto, kar mu je recimo farmacija ali nekdo razložil kot najboljši scenarij. Na koncu sta oba nezadovoljna. V našem projektu pa se nam zdi najpomembnejša zadeva, da spremenimo odnos do sebe. Ko mi spremenimo odnos do sebe, spremenimo tudi odnos do pomembnih stvari, ker hudo je, da ljudje več vedo o vsakem junako turški nadaljevanki, kot vedo o tem, iz česa je njihovo telo sestavljeno. Zato gre. Se pravi, da bi ljudje morali najprej v prvi vrsti spoznavati same sebe in potem. Ja, nikoli ne bom rekla morati, mi imamo izbiro, da to spoznavamo ali ne spoznavamo. In seveda tisti, ki se jim je zdelo naporno, da bi to spoznavali, bojo verjetno to lekcijo se učili po težji poti, ker prej ali slej ti nekdo bo rekel, ja, mi zdaj več nič ne moremo narediti in takrat so ljudje pripravljeni čuda narediti, da bi se pozdravili. Zamudili so pa priložnosti, ko bi vse to bilo skupaj veliko lažje pa cenejše. Kaj pa predlagate ljudem, kako naj iščejo informacije? Tam recimo poplavljeni z informacijami, ampak to še ni problem. Problem je, da so si zelo nasprotujoče si. Glede, v poplavi informacije je najtežje prepoznati pravo informacijo, če že sam ne veš, ne spoznaš, ne čutiš stvari. Na začetku, ko si izgubljen, je najtežje. Ko pa mečkan zločiš določene pojme, ko ti je približno jasno, kako te stvari brati, kako prepoznati, kaj je resnično in kaj ne, to ni tako težko, kot se zdi. Večina ljudi, ki berejo in naše novice skupaj za zdravje in knjige, del te poti smo mi že prehodili, da smo ene stvari presejali, da ljudje potem lažje, da se oborožijo, kako zdaj res naprej iskati neke naravne rešitve. Se vam zdi problem, da stroka, ko se enkrat ugotovi, da spoznanja in odkritja iz preteklosti ne veljajo več, da je dokazano nasprotno, da še vedno, da s tem ne seznanja javnosti, ampak še vedno nadaljuje staro pot. To je recimo v primeru kolesterola, kot ste danes predavali, kemoterapije, raznih psihiatričnih zdravil in tako dalje. Najprej se ustvari problem, ponudi se rešitev in potem se več ne seznanja ljudi o nekih novih dokazih, o novih znanjih. Mi bi morali tudi pri beseda stroka upeljati nekaj odtenkov. Torej, morali bi nam vedno povedati, a je to stroka, ki je na plačilnem seznamu farmacije, a je to neodvisna stroka, katera stroka je to sploh. Tako da ustvarja se neki občutek, da je stroka na eni strani, ljudstvo pa na drugi, kar tudi ne drži. Tudi znotraj stroke ni strinjanja in ravno ta stroka je prišla do teh podatkov, ki jih mi izražamo. Mi v projektu operiramo samo z recimo znanstvenimi ugotovitvami, ki so tudi objavljene. Res pa je, da ne prevladujejo kot doktrina, ki bi jo srečevali na vsakem koraku v naših ordinacijah. Tam bo to prišlo s precej zamude, vmes pa bo storjena še škoda in tisti, ki želijo biti na tekočem, so tle v prednosti. Veste, azbest ni postal nevaren takrat, ko so ga prepovedali. 20 let nazaj smo nevladne organizacije že svarile pred tem. Torej, tisti, ki je pravočasno se rešil salonit postalega, je bil v prednosti, da mu 20 let ni bilo treba tega vdihavati. Poglejte zgodbo s teflonom, čisto enaka zgodba. Dokaj ga niso prepovedali, je bilo z njim čisto vse v redu, oziroma zdaj so ga opustili, zamenjali za naslednjo, verjetno zelo podobno snovjo, ampak tisti, ki so se poglobili v to temo, so si preprosto prihranili, da jim ni treba zdaj tega, kar se nabere kot smeti v telesu, po visoki ceni spravljati van iz telesa. Kaj so pravzaprav sedaj posledice, rezultati tega boja proti holesterolu? Nasploh se mi zdi narobe, ko mi zdravje gledamo kot boj proti nečemu. Mislim, da tam izhaja veliko naših težav. Mi se ne borimo za zdravje, mi se hočemo vedno nekaj boriti proti neki bolezni. In ko se vi borite, potem je tle veliko straha, veliko jeze, veliko napačnih emocij, ki sem pešajo naše moči. Takrat, ko je tebe strah ali ko si jezen na bolezen, ti si
polovica človeka. Takrat, ko pa ti sebe ljubiš in stvari počneš, zato ker se imaš rad, potem pa naenkrat imaš veliko več moči in marsikatera bolezen se bo potegnila neverjetno, čudežno, čez noč, že s tem, da spremenimo resnično odnos do sebe pa do bolezni. Bolezen ni kazen, bolezen pride kot izkušnja, kot lekcija, kot opomin, kot darilo, da dojamemo, da smo nekaj napačno delali, oziroma niti ne napačno, ampak da se nas je določena pot prepeljala do točke, ki nam ni všeč. Imamo možnost izbire in to ne zahteva, da bi se borili. Rečemo hvala za izkušnjo in gremo naprej.